Drage gledalke, spoštovani gledalci. Na spletni TV nas je obiskala magistra Darja Justinek, zakonska in družinska terapevtka, ki ima dolgoletne izkušnje tudi pri reševanju težav, povezanih s spolnostjo. Glede na to, da ste preučili veliko število raziskav, me za začetek zanima, koliko zakonskih parov je zadovoljnih s svojo spolnostjo. – 65% zakoncev pravi, da ni zadovoljno s svojo spolnostjo. Potem pravijo, 15% zakoncev je reklo, da je tako, kar zadovoljivo, samo 10% je pa reklo, lej, to je super. Tako da, ja, raziskava nam pokaže, da morda je treba na področju spolnosti kaj narediti za sebe, da morda ne gre za neko tehniko, ampak da gre za nek odnos, ki ga začenjaš takoj, ko vstopiš skupaj v partnerstvo. Zakaj menite, da je odstotek nezadovoljnih zakonskih parov v spolnosti tako visok? Morda gledajo na zakon ali preveč idealistično, ali pa morda bi rekla preveč tehnično, ne na zakon, pardon, na spolni odnos, preveč idealistično, kakšen naj bi bil, ga postavljajo v neke norme, ki so jih bili deležni kot otroci, ali pa neke predstave, ki so jih prinesli v skupen prostor, ali pa morda gledajo preveč biološko, torej samo zadovoljitev nekih potreb in to je to. Na primer, razrešitev notranje napetosti, že dolgo časa nisem, na primer, pa želim doživeti orgazem. Po končanem orgazmu si ti potem v bistvu na nek način prazen, nimaš tega občutka veselja, včasih se celo pojavi občutek žalosti. In take dva zakonca potem ne rasteta. Spolnost je pa povsem nekaj drugega. Če gledamo recimo, da je spolnost medosebna stvar, torej gre za dve osebi, ki se srečata, ki upoštevate različnosti, kjer prineseta skupaj različna čustva, različno dojemanje sveta, različen pogled na spolnost in potem, ko se približata drug drugemu na ta način, da upoštevata te razlike, v tem primeru je potem ta spolnost osrečujoča. Takrat doživljaš, po orgazmu doživljaš srečo in veselje, da si nekaj doživel skupnega s svojim partnerjem, tudi konflikte v zakonu ali pa tudi stvari nesoglasja rešuješ lažje, na bolj v bistvu lažje na način, da skupaj iščete tudi tam skupne točke. Kako lahko zakonci izboljšajo svoje spolne odnose? Kaj naj izboljšajo, če želijo izpolnjujoče spolno življenje? Prva točka vsekakor je, da spolnost je del zakona. To je del naju. Če sem poročen, se to grem. Druge variante ni. Če nastopijo katerekoli druge variante, potem je treba pogledati, zakaj midva ne morva živeti najine spolnosti. A je to vzrok bolezni, a je to vzrok morda psihološke narave, vsekakor pa en vzrok je. Torej, mi vemo, da spolnost v zakonu se ne začne zvečer v postelji, ali pa zjutraj v postelji, ali pa popoldne v postelji. Kaj hočem reči? Spolnost se začne takoj zjutraj, ko vstanem. Naši organi doživljajo, a sem jaz prijazna s tabo, a si mi povedal kako lepo besedo, ali sva v soglasju drug z drugim. In če se to dogaja čez dan v nekem soglasju, potem je ta spolnost res kvalitetno doživljena. Druga stvar bi rekla, je pa to, da nekateri mislijo, da bojo s tehnikami popravili vse tisto, kar so čez dan porušili, ampak tehnika nas ne zadovolji, ker, kot smo prej rekli, potreben je odnos, kvaliteten odnos drug z drugim in mi rečemo takole, kvaliteten
partnerski odnos, zakonski odnos vodi v kvalitetno spolnost. Veliko ljudi pa misli tako, če bom dober v posli ali pa če bo se dobro zadovoljiva v posli, bom imela super odnos. Vete, to absolutno ne pride v poštev. Spolnost ni samo doživljanje orgazma. Spolnost ni samo erekcija. Spolnost je to, kaj vidva drug z drugim počneta, kako se zadovoljita. Pri spolnosti gre za predajanje 100% drug drugemu, v najbolj ranljivem delu svoje osebnosti, v najbolj ranljivem delu intimnosti. Tam sva si midva najbolj intimna. Spolnost je komunikacija dveh teles. Gre za komunikacijo. Potem je pa rekla še morda zadnjo točko, vsak zakon je unikaten. Vsak zakon je enkraten. Kako smo osebnostni enkratne, ne? Dva prideta različna skupaj in če gradita zakon, postaneta unikatna. Takih dveh ne bo več. In ravno zaradi te unikatnosti, smo ljudje potem na drugačen način lahko dojamemo to spolnost. Ker to nama dvigne samozavest. Lej, ti pa jaz, sva midva eno. Takih ni več. S katerimi konflikti se zakonci v spolnosti srečujejo in kako jih rešujejo? Ne ujameva se v spolnosti, nimava istih potreb, istih želja, istega časa. Noben zakonec tega nima. Prvi način reševanja konflikta je to, da se eno v zakonu podredi. Ponavadi je to ženska. Tukaj gre za neko izsiljevanje čustveno, pa dejmo. Včasih se grobo vzamejo. Ženske včasih se podredijo, pa hlinijo orgazem, pa rečejo, ok, bom šla danes z njim, da ne bo nepotešen, kaj pa če me pol zapusti. Včasih ženska misli, da jo bo imel bolj rad, če bo šel z njo v spolnost. In podredi. Drug način je to, da zakonca zdaj ne veste, kako bi rešila ta problem nesoglasja, vzameta knjige, časopise, literaturo, bereta, gledata in iščeta v normah. Morava v petkih zvečer, morava zjutraj. Ne morata. Kakšna je razlika, če ti imaš spolnost enkrat na mesec ali pa 4-krat na dan? Nič ti ni treba, vidva sta zakonca. Torej vidimo, da tukaj ni rešitve. Rešitev je samo v enem. V tem, da posameznika iščeta skupnost v različnosti. Iščeta to, kar je njima skupno, da se poskušata se uskladiti, predvsem pa edini nasvet, se morata pogovoriti. Vsak kakovosten partnerski odnos je potrebno graditi, saj izpolnjujoče spolno življenje izhaja ravno iz dobrega partnerskega odnosa. Drage gledalke, spoštovani gledalci, oddajo o spolnosti med zakonskima partnerjema smo pripeljali do konca. Se vidimo prihodnjič.